Niso vse ceste narejene, da bi bile varne. Obstajajo poti na svetu, kjer te en napačen zavoj lahko pripelje naravnost v prepad. Obstajajo avtoceste, ki izginejo pod morjem, in poti, po katerih ti celo zavarovalnice ne dovolijo voziti. V tem videu bomo obiskali nekatere najbolj nevarne ceste na planetu. Od ozkih gorskih prelazov Himalaje do puščav, kjer na stotine kilometrov ni nobene reševalne službe. In bolj ko se seznam nadaljuje, bolj se bo spraševal, zakaj so ljudje še vedno pripravljeni iti po teh cestah. Preden začnemo, prosim všečkaj ta video in se naroči. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. Hvala. In zdaj začnimo. Cesta skozi predor Guoliang, Kitajska. Cesta skozi predor Guoliang se nahaja v gorovju Taihang v provinci Henan. Preden so zgradili predor, je bilo prebivalcem vasi Guoliang skoraj nemogoče zapustiti ali vstopiti v vas. Edina pot takrat je bila strmo stopnišče, vklesana neposredno v pečino, znana kot nebeška lestev. V zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja so prebivalci večkrat prosili vlado za pomoč pri izgradnji ustrezne ceste. Vendar pa po poročilih o zgodovini kraja ni bilo takoj odobreno financiranje ali dovoljenje. Zato so vaščani sami poiskali rešitev. 13 prebivalcev je začelo kopati tunel ob strani gore. Niso imeli formalnega inženirskega usposabljanja, niso imeli sodobne opreme, uporabljali so le kladiva, orodja za rezbarjenje in preprosta jeklena orodja, medtem ko so viseli ob robu pečine. Projekt je trajal skoraj 5 let. Leta 1977 je bil tunel uradno odprt in še danes je znan. Kot ena izmed najbolj nevarnih cest na Kitajskem je cesta neenakomerna in na nekaterih delih ozka. Obstajajo slepi ovinki, kjer je skoraj nič vidljivosti. In na samem robu tunela so velike luknje, ki služijo kot okna s pogledom navzven. Če nasproti pripelje vozilo na napačnem delu tunela, je včasih treba precej daleč voziti vzvratno, da oba lahko prideta mimo. A kljub nevarnosti je to postal tudi simbol preživetja in odločnosti celotne vasi. Če prebivalci ne bi naredili tega tunela, bi bila njihova skupnost morda popolnoma odrezana od sveta. Prehod do Gua, Francija. Prehod do Gua je več kot 4 km dolga cesta, ki povezuje celinsko Francijo z otokom Noirmoutier. Ob vseki je videti kot običajna obalna cesta, toda že po nekaj urah popolnoma izgine pod vodo Atlantskega oceana. To se zgodi 2-krat na dan. Po navedbah lokalnih oblasti v Franciji obstaja točen čas, ko je varno prečkati to cesto. Zato so na obeh koncih ceste urniki plime in opozorilni znaki, a kljub vsem opozorilom so še vedno vozniki, ki ostanejo ujeti. Na različnih delih pasaž do Gua so postavili visoke reševalne stolpe za tiste, ki ostanejo ujeti, ko naraste voda. Tja se povzpnejo obtičali vozniki, medtem ko čakajo na reševalni čoln ali na to, da voda upade. Z zračne perspektive je videti, kot da ocean požira celo avtocesto. A presenetljivo je, da se še danes uporablja. Čeprav so v 70. letih zgradili sodoben most, da bi bil prehod na otok varnejši, veliko turistov in domačinov še vedno raje uporablja pasaž do Gua, ker je pot krajša in bolj slikovita. Cesta na goro Tianmen, Kitajska. Če jo gledamo od spodaj, je cesta videti kot črta, ki se ovinkasto vzpenja ob strani zelo strme gore v provinci Hunan. Ko pa prešteješ vsak ovinek, šele takrat razumeš, zakaj je ta cesta znana po vsem svetu. 99 ostrih ovinkov. Cesta na goro Tianmen se vzpne več kot 1000 metrov od dna doline do vrha gore. In ko se vzpenjaš višje in višje, imaš občutek, kot da ti zemlja pod avtom počasi izginja. Ena najbolj znanih destinacij tam je jama Tianmen, ali bolj znana kot nebeška vrata. To je ogromna naravna odprtina v sami gori. Po zgodovinskih zapisih na Kitajskem je nastala potem, ko se je v 3. stoletju našega štetja zaradi ogromne luknje v skali zrušil del pečine. Pravijo, da je to jasno vidno iz mesta, kadar je vreme jasno. Ker se je število turistov na tem območju povečalo, so potrebovali večjo dostopno cesto do gore. Zato so v zgodnjih 2000-ih zgradili sodobno gorsko cesto, ki jo uporabljajo danes. Obstajajo deli, kjer je vzpon tako strm, da se zdi, kot da je celotno vozilo nagnjeno navzgor. Na nekaterih ovinkih je varnostna ograja zelo tanka. In na drugih odsekih je takoj ob robu prepad. Ko dežuje ali je megleno, se vidljivost še dodatno zmanjša. A še bolj presenetljivo je, da tu vsak dan še vedno vozijo veliki turistični avtobusi polni potnikov.
Medtem ko voznik eden za drugim premaguje 99 strmih ovinkov, večina potnikov tiho drži naslonjala za roke. In čeprav je videti nevarno, je to postalo tudi priljubljeno prizorišče za kaskadersko vožnjo in dirkaške ekshibicije. Nekateri profesionalni vozniki so celo poskušali prevoziti celotno pot v izjemno hitrem času. Toda za navadnega človeka je dovolj že preprosto spuščanje ali vzpenjanje na to goro, da začutiš, kako majhno je vozilo v primerjavi z velikostjo prepadov naokoli. Trollstigen, Norveška. Obstaja ena gorska cesta, je videti, kot da je narejena za fantazijske filme. Ozke ceste, strme gore, mogočni slapovi in snežne stene, ki so včasih celo višje od samega vozila. To je Trollstigen, kar pomeni lestev trolov. Celotna cesta ima serijo 11 ostrih ovinkov, ko se vzpenjaš na goro. Na nekaterih delih je cesta skoraj enopasovna in ker je cesta tik ob gori, so nekatera območja izpostavljena padajočemu kamenju in snežnim plazovom. Po navedbah norveških oblasti je Trollstigen večji del leta zaprt zaradi snega, ledu in hudih vremenskih razmer. Običajno se ponovno odpre šele pozno spomladi ali zgodaj poleti. Slab Stikfossen pada neposredno blizu ceste. V času taljenja snega je voda izjemno močna, zato so nekateri deli ceste stalno mokri, včasih pa deroči tok celo prečka cesto. S preprostimi besedami, že tako voziš po ozki gorski cesti, pa imaš še slab ob strani. Gradnja ceste se je začela v času Velike depresije, kot velik javni projekt na Norveškem. Takrat so za izkop poti ob strani gore uporabljali dinamite in ročno delo. Leta 1936 je bila uradno odprta. Do danes je to še vedno ena najbolj obiskanih turističnih poti v državi. Na vrhu je tudi razgledna ploščad, od koder lahko vidiš celotno cikcakasto cesto, medtem ko slap pada ob strani gore. In čeprav je Trollstigen modern in dobro vzdrževan, nevarnost še vedno obstaja. Skippers Canyon Road, Nova Zelandija. Na Novi Zelandiji obstaja cesta, za katero celo zavarovalnice nočejo prevzeti odgovornosti. To ni zapuščena cesta, niti ni nezakonita pot, pravzaprav je to turistična destinacija. Ampak če tja pripelješ svoj najeti avto, je možno, da bo tvoje zavarovanje samodejno prenehalo veljati. To je Skippers Canyon Road. Nahaja se blizu Queenstowna na južnem otoku Nove Zelandije, to je ozka makadamska cesta. Cesta je speljana tik ob robu pečine, medtem ko sledi strmi soteski reke Shotover. V času zlate mrzlice v poznem 19. stoletju je bila cesta zgrajena, da so rudarji lahko dosegli rudarska naselja v kanjonu. Takrat so uporabljali le lopate, kramp in dinamite, ko so traso vklesavali v trdo skalo. Če na napačnem delu ceste srečaš drugo vozilo, moraš včasih vzvratno voziti več 100 metrov, medtem ko je polovica tvojih koles na robu prepada. In ker je površina iz sipkega grušča, lahko že ob enem napačnem zaviranju vozilo zdrsne. Toda glavna razlika med Skippers Canyon in drugimi nevarnimi cestami na svetu je ta, da tukaj ni problem samo strah. Ampak pomemben je tudi denar. Ta cesta je zaradi visokega tveganja pogosto izključena iz zavarovalnega kritja. To pomeni, da če se tukaj ponesrečiš z najetim vozilom, boš morda osebno odgovoren za škodo in stroške reševanja. Namesto tega se ljudje raje pridružijo vodenim ogledom. Z uporabo specializiranih ogledov, terenskih vozil s štirikolesnim pogonom in izkušenih lokalnih voznikov, ki zelo dobro poznajo vsak ovinek kanjona. In po mnenju številnih obiskovalcev ti bo že po nekaj minutah vožnje jasno, zakaj zavarovalnice nočejo kriti tega. Cesta do Fairy Meadows, Pakistan. Fairy Meadows v Pakistanu. Ko vidiš ta kraj, pomisliš, da je kot razglednica. Široki zeleni travniki, gosti borovi gozdovi, v ozadju pa stoji veličastna gora Nanga Parbat, Himalaja. Toda preden prideš do tega razgleda, moraš najprej prečkati eno izmed najbolj nevarnih gorskih cest v Aziji. Pot se začne pri mostu Rajkot, blizu Karakoramske avtoceste. Pod tam naprej se obiskovalci peljejo z lokalnimi džipi, ki so sposobni voziti po ozki in kamniti poti navzgor po gori. Na nekaterih delih je cesta široka komaj toliko kot džip. Na eni strani je stena gore, na drugi strani pa strm prepad proti globoki soteski reke Ind. Ni betonske ograje, ni varnostne ograje. In pogosto so pod kolesi samo sipka zemlja in kamenje. Po različnih poročilih o turizmu in varnosti na cestah v regiji so običajno dovoljeni voziti le domači vozniki, saj morajo dobro poznati teren in razmere v gorah. In čeprav so vozniki izkušeni, še vedno vozijo počasi in previdno.
Na tem območju pogosto prihaja tudi do zemeljskih plazov, še posebej po dežju ali taljenju snega. In včasih delavci ročno čistijo zasute dele ceste, da bi jih lahko znova prevozili. Nad pokrajino se dviga Nanga Parbat, 9. najvišja gora na svetu. Poznana je tudi po vzdevku Morilska gora, zaradi izjemne zahtevnosti in številnih nesreč, ki so se tu zgodile v zgodovini alpinizma. Leta 2023 so po poročanju Associated Pressa in drugih mednarodnih virov oboroženi napadli alpinistični bazni tabor na območju Nanga Parbat in ubili več tujih plezalcev ter domačih vodnikov. Zato na tem kraju nevarnosti ne predstavlja le gora, včasih je že sam prihod tja pravi izziv za preživetje. Kolimska cesta, Rusija. Na vzhodnem delu Rusije je avtocesta, ki se je ne bojijo le zaradi snega, blata ali mraza. Znana je po tem, da se mnogi ljudje po njeni izgradnji niso nikoli več vrnili domov. To je Kolimska cesta, bolj znana kot Cesta kosti. Ta cesta je dolga več kot 2000 km in prečka nekatere najbolj odročne in najhladnejše kraje v Sibiriji ter ruskem daljnem vzhodu. Pozimi lahko temperature tukaj padejo pod -50 stopinj Celzija. Od 1930 do 1950 je bil velik del Kolimske ceste zgrajen s prisilnim delom iz sovjetskega gulag sistema. Po mnenju zgodovinarjev in različnih raziskav o sovjetskih delovnih taboriščih je bilo na tisoče zapornikov poslanih v regijo, da bi kopali zlato in gradili infrastrukturo v izjemno težkih razmerah. Veliko jih je umrlo zaradi lakote, bolezni, izjemnega mraza, prekomernega dela in brutalnega ravnanja v delovnih taboriščih. Ocene zgodovinarjev glede skupnega števila umrlih se ne ujemajo povsem natančno, vendar je iz zgodovinskih zapisov jasno, da je bil človeški davek projekta izjemno velik. In od tod izvira vzdevek Cesta kosti. Poleti, ko se permafrost pod zemljo topi, se nekateri deli ceste spremenijo v gosto blato. Nekateri tovornjaki so več dni obtičali, medtem ko čakajo na reševanje ali da se blato dobro posuši. Pozimi pa se celotna pot spremeni v ledeno puščavo. Obstajajo kraji, kjer je med bencinskimi črpalkami, delavnicami ali bolnišnicami več 100 km razdalje in na mnogih odsekih ni signala za mobilni telefon. Ob cestišču na nekaterih delih avtoceste naj bi še vedno stala stara zapuščena taborišča gulagov, porušene barake, stražni stolpi in stavbe jih počasi požira gozd. Kot tihi opomnik na ceno, ki so jo plačali ljudje, ki so bili prisiljeni graditi to cesto. Čakali so in čakali na tej cesti. Zaradi Ceste kosti se ne boriš samo z naravo, ampak tudi s težo zgodovine. Canning Stock Route, Avstralija. V Avstraliji obstaja pot, kjer ni dovolj, da samo napolniš rezervoar, preden se odpraviš na pot. Ker če se tukaj zmotiš v izračunu, naslednje bencinske črpalke skoraj 2000 km ne bo. To je Canning Stock Route, izjemno dolga puščavska pot, ki prečka nekatere najbolj suhe in najbolj odročne dele zahodne Avstralije. Pot poteka skozi veliko peščeno puščavo in Gibsonovo puščavo, dve območji, znani po ekstremnih temperaturah in izjemno zahtevnem terenu. In čeprav ji pravijo pot, to ni cesta v običajnem pomenu besede. Na mnogih delih je to le stare sledi pnevmatik v pesku. Ni asfalta, ni ulične razsvetljave, ni signala za mobilni telefon. In na tako dolgi razdalji ne boš videl nobenega mesta ali nujnih služb. Zato je za tiste, ki potujejo tukaj, to bolj podobno odpravi za preživetje, kot pa izletu po cesti. Po zgodovini te poti so jo zgradili v začetku 20. stoletja pod vodstvom Alfreda Canninga kot pot za govedo proti južnim trgom Avstralije. Zgradili so 12 vodnjakov vzdolž puščave, da bi živali in popotniki imeli vir vode. Še danes se nekateri izmed teh starih vodnjakov še vedno uporabljajo kot glavne orientacijske točke na poti. Vendar pa ni vsa voda tam varna za pitje. Nekateri vodnjaki so slani, onesnaženi ali skoraj uničeni. Zato izkušeni popotniki vedno s seboj nosijo opremo za čiščenje vode kot del preživetvene opreme. Še en najtežji nasprotnik tukaj so peščene sipine. Več kot 800 sipin morajo vozila prečkati. Na drugih delih je treba zmanjšati pritisk v pnevmatikah, da se gume ne pogreznejo med vzpenjanjem po mehkem pesku. In če obtičiš v 45-stopinjski vročini avstralske puščave, lahko ure in ure kopaš pod soncem, samo da se rešiš. Ampak ne glede na to, kako pripravljen si, je na Canning Stock Route realnost še vedno jasna. Ko si enkrat sredi avstralske puščave, ni pomembno, kako dober je tvoj avto, ker ima na tistem mestu narava še vedno nadzor. Darjenska vrzel, Panama in Kolumbija.
Nahaja se med Panamo in Kolumbijo, na zemljevidu je videti kot majhna vrzel, ampak je ogromna. V resničnem življenju je to kombinacija gostega deževnega gozda, blatnih močvirij, strmih gora, rek in zelo nevarnega terena. In desetletja so različni načrti, da bi avtocesto speljali skozi ta del, propadli. Ne samo zato, ker je težko zgraditi cesto, ampak tudi zato, ker se zdi, da se narava sama upira. Po okoljskih študijah in poročilih o regiji je deževni gozd Darien eden najbolj biotsko raznovrstnih ekosistemov na svetu. To je dom številnim divjim živalim in avtohtonim skupnostim, ki že dolgo živijo na tem območju. Zato je bila ideja o izgradnji stalne avtoceste tukaj dolgo časa kontroverzna zaradi možnega uničenja okolja in vpliva na lokalno skupnost. Toda poleg narave obstaja še en razlog, zakaj se ljudje bojijo darienske vrzeli – oborožena kriminaliteta. Po mednarodnih poročilih in vladnih opozorilih v zadnjih letih so nekateri deli regije že dolgo uporabljeni strani tihotapcev za tihotapljenje. Morilci, trgovci z ljudmi in oborožene skupine jo uporabljajo, ker je območje zaradi zahtevnega terena zelo težko nadzorovati. V zadnjih letih pa je to postala tudi ena najbolj nevarnih migrantskih poti na svetu. Po podatkih agencij Združenih narodov in humanitarnih skupin na tej poti umirajo ljudje zaradi izčrpanosti, bolezni, utopitev pri prečkanju rek ali nasilja med potovanjem skozi džunglo. In ker je območje tako obsežno in gosto poraščeno, niso vsi pogrešani najdeni. V 70. letih prejšnjega stoletja so bili poskusi podpreti gradnjo ceste v regiji. Vendar pa so se po zgodovinskih poročilih projekta odpovedali zaradi izjemno zahtevnega terena, tveganja bolezni in zelo visokih stroškov. Do danes je panameriška avtocesta na tem delu še vedno prekinjena in morda je prav to razlog, zakaj deževni gozd še vedno živi. Ker obstajajo kraji na svetu, ki se nam, ne glede na to, kako napredna je človeška tehnologija, še vedno popolnoma ne podrejajo.